Pozdravljeni! Veseli me, da ste se odločili spoznati program za strojno učenje in podatkovno analitiko Orange. Orange je program, ki sta ga v 90-ih letih zasnovala dr. Janez Demšar in dr. Blaž Zupan. Temelji na principu vizualnega programiranja, kjer uporabnik zlaga osnovne analitske komponente v delotok. Program je namenjen tako začetnikom, ki se šele spoznavajo s podatkovno analitiko, kot tudi naprednim uporabnikom, ki niso vešči programiranja ali pa želijo podatke raziskati v interaktivnih vizualizacijah. V nadaljevanju bomo spoznali osnovne principe programa Orange in zgradili enostaven delotok. Odprimo program. Na začetku vidimo pozdravno okno, ki ga lahko zapremo. Pred nami je platno, na katerega zlagamo analitske komponente in tako ustvarjamo delotoke. Na levi strani je nekaj zavihkov, ki vsebujejo analitske komponente. Te komponente imenujemo gradniki oziroma v angleščini widgeti. Začnimo z izgradnjo delotoka. Z leve strani potegnimo na platno gradnik File. Z dvoklikom gradnik odpremo. V gradniku so že prednaloženi podatki. Gre za znane podatke o perunikah, ki jih je zbral britanski biolog in statistik Ronald Fisher. Vidimo, da naši podatki vsebujejo 150 primerov rožic, ki so opisane s 4 značilkami. Značilke so dolžina in širina cvetnih listov, sepal length in width, ter dolžina in širina venčnih listov, petal length in width. Vsaka rožica ima tudi pripisano vrsto, torej setosa, versicolor ali virginica. Najlepše je, če si podatke lahko pogledamo, na primer v tabeli. Z leve strani potegnimo na platno še gradnik Data Table. Če ga odpremo, vidimo, da je okno prazno. To je zato, ker še nismo povezali gradnikov med sabo. Zaprimo okno. Gradniki imajo ob straneh črtkane črte. Na levi strani gradnika je vhod, na desni pa izhod. Analiza vedno poteka od leve proti desni. Da povežemo gradnika, kliknimo na izhod iz gradnika File ter potegnimo povezavo v vhod gradnika Data Table. Tako, po povezavi se prenašajo podatki tipa Data. Če odpremo gradnik Data Table, vidimo, da imamo sedaj na voljo podatke. Vsaka roža je predstavljena v svoji vrstici, definira pa jo 5 stolpcev, 4 značilke ter kategorija, v katero roža spada. Strokovno takemu stolpcu rečemo tudi ciljna spremenljivka, a več o tem kdaj drugič. Preglednice so sicer odlično orodje. Podatke lahko razvrščamo po vrednostih stolpcev ter natančno preverimo, kaj podatki vsebujejo. Vendar pa niso zelo informativne. Ne povedo nam recimo, kako sta povezani značilki dolžina in širina venčnih listov. To lahko storimo v vizualizaciji, imenovani razsevni diagram. Iz gradnika File potegnimo povezavo. Ko spustimo gumb na miški, se odpre meni, v katerega vtipkamo ime gradnika, ki ga želimo dodati na platno. V našem primeru je to Scatterplot. S klikom na Enter gradnik dodamo. To je drugi način, kako dodajamo gradnike v delotok. Ko odpremo razsevni diagram, vidimo točke na dvodimenzionalnem grafu. Na X osi imamo izbrano dolžino cvetnih listov, na Y osi pa širino. Točke so obarvane glede na tip rože. Setose so modre, versicolor rdeče, virginike pa zelene. Kaj ne bi bilo fino, če bi obstajal tak graf, kjer bi se lepo ločile modre, rdeče ter zelene točke. Lahko si pomagamo z možnostjo Find Informative Projections. S tem Orange avtomatsko pregleda vse kombinacije značilk ter izbere taki dve, ki najlepše ločita po izbrani kategoriji. V našem primeru sta to dolžina ter širina venčnih listov. Točke so sicer zelo lepo ločene glede na kategorijo. Nekaj preseka pa je vseeno. Označimo polje, kjer so točke mešane. S tem smo izbrali podmnožico rož, ki nas sedaj čaka na izhodu. Izbrane točke si lahko pogledamo v še enem gradniku Data Table. S tem smo zgradili enostaven delotok. Da povzamem, analiza vedno poteka od leve proti desni. Gradnike lahko zlagamo modularno. Izberemo podatke v enem gradniku in jih pošljemo v drugega. Večina vizualizacij omogoča izbor podmnožic, s čimer lahko vizualizacije podrobneje raziščemo. Poskusite še sami. V gradniku File izberite nove podatke ter jih raziščite. Veselo analizo vam želim!